Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije bosta v sredo, 19. maja, organizirali dijaško-študentski štrajk. Odločitev za ta korak ni bila lahka, saj smo se poskušali z vlado razumno pogovarjati, med drugim smo naredili tudi analizo socialnega položaja slovenskega študenta in prispevek k razvoju visokega šolstva. Na žalost pa ostaja mnenje uradnikov priklenjeno le na zaveze koalicijske pogodbe, ki je rezultat polovičnih mnenj politikov o realnosti slovenskega življenja. Čas je, da se jasno odzovemo napovedanim spremembam socialne zakonodaje, med katerimi tudi zakon o malem delu, ki študentom onemogoča dostopnost do študija, brezposelnim do redne zaposlitve, socialno deprivilegiranim pa fleksibilno prekerno delo. Problem pa predstavlja tudi zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakon o socialno-varstvenih prispevkih in ostali zakoni, ki znižujejo socialne pravice. Podporo našim prizadevanjem je izrazila tudi Evropska študentska unija, v katero je včlanjenih 11 milijonov študentov, ki meni, da je zmanjševanje socialne varnosti postalo najlažja pot za reševanje in vzdrževanje državnega proračuna. S tem pa se študenti in dijaki ne moremo strinjati. Krizo, ki so jo zakrivili drugi, ne bomo plačevali mi. S podporo Evropske študentske unije poudarjamo, da država ne more in ne sme eksperimentirati z najšibkejšimi skupinami. Da se sliši glas vseh, smo pripravili tudi peticijo za socialne pravice, ki jo lahko podpišete in s tem date podporo našim prizadevanjem. Ker ne gre za zadnji korak, ampak za enega prvih, ki jih pripravlja vlada pri ukinjanju socialne države, vabim študente, dijake, upokojence, starše in stare starše, zaposlene in brezposelne, da se udeležite demonstracij in nas s tem podprete ter ustavite ta družbeni eksperiment. Torej se vidimo v sredo, 19. maja ob 13. uri na Prešernovem trgu, kjer bomo skupaj del prihodnosti.